Prihaja super polna luna in tokrat bo resnično nenavadna in na številko 13 se vedno dogajajo prav posebne alkimistične stvari. Jaz sem Kristi Žmahar in tudi zame bo tale meditacija s teboj nekaj resnično novega in vem, da bo izjemno, zaradi tega, ker nismo delali še take meditacije. Ne vem, če veš, ampak 13-tica se obravnava kot mistična številka že iz starodavnih legend. To je prva številka, ki stopa naprej od tistega, kar ponavadi poznamo. Poznamo 12 mesecev, potem poznamo 12 ur dopoldneva in popoldneva, 13 pa je tista prva, ki malce stopa v nevidno in v skrivnostno. In ravno tako se je pokazala meditacija, kot je še nismo imeli in se bo odvila na spletu, ker 13 aktivacij moramo baje narediti skupaj in bo taka alkimistična. Aktivira se bo 13 alkimističnih ščitov. In te ščiti so tako posebni, da definitivno rabim plonkec. In sicer poslušaj, kaj se bo dogajalo. Wow, jaz sem navdušena. Prva aktivacija je aktivacija čakre nadnaravnosti ali tako imenovane čarodejske čakre, zato da se lahko spomniš, kakšne čarodejske sposobnosti nosiš v sebi in seveda, kako jih lahko v praksi uporabiš v tvojem življenju za pozitivno. Drugi ščit, ki se bo aktiviral, bo alkimistični ščit sposobnosti miselne moči. Zaradi tega, da se tvojega uma ne bo več dal upravljati s kakršnimikoli informacijami, ampak da ga imaš ti pod nadzorom. Tretji ščit bo sposobnost globokega eteričnega zdravljenja. Se v tem obdobju tvoje telo ni počutilo dobro, najbolje bo odreagiralo tako, da mu seveda ti pomagaš. Četrti alkimistični ščit bo sposobnost časovno-prostorske preobrazbe. To pomeni, da bomo dobesedno premagali tisto, kar se nekako v prostoru in času malo zahakljali, pa ni hotel iti naprej in čas je, da to skupaj poženemo. Potem imaš peti ščit, bomo sprejeli varuhov meč, ki bo prerezal vse negativne misli. Ok, ne vem, kaj ti zdaj tukaj misliš, ampak jaz si mislim, to bo definitivno pred jesenjo prišlo prav. Šesti aktivacijski ščit bo rdeči feniks. In sicer boste dobili novega varuha za prerojeno samozavest. Odlično. Sedmi ščit bomo aktivirali pogled pozitivnih namer, da ko nekaj pogledaš, se odzove na tvojo energijo in naredi tako, kot ti hočeš. Osmi ščit bo sprejem neznanega kot skriti blagoslov. To pomeni, da se ne boš več bala stvari, ki jih mogoče ne vidiš, ne razumeš, ampak da veš, da ti prinašajo dobro. Potem deveti ščit, škornji varnosti. Začutiti občutek zaupanja in varnosti v tem trenutku. To je res stabilizacija energije. Deseti ščit, sprejem varuhovih obljub za tvoje sveto varovanje. Zaščiti svoj dom, svoje ljubljenčke, svoje otroke, karkoli želiš. 11. ščit, sprejemanje čarodejskih skrivnosti iz vseh dimenzij. To pomeni, a lahko mi dobimo kakšno informacijo, ki Zemlja še ne pozna in se lahko manifestacijsko uporabi. Ko mi čakam, da vidim, kaj ti bojo povedali. Potem imamo 12. ščit, prejmeš čarodejsko mantro od varuhov, ki kanalizira bogato manifestacijo. Kako se bo to uporabljalo, bojo povedali tebi. In 13. ščit, sposobnost pomnoženih moči za izvajanje obredov. Tako da, wow, kakšna manifestacijska bombica in vse to na super polno luno. Ali veš, da je super polna luna za 16% močnejša od navadne polne lune, pa že tista je kar kraljica noči. In kaj sem ti pripravila za darilo? Obred številke 13. To je poseben obred, ki aktivira 13 želja naenkrat. Tole res vem, nekaj posebnega in nekaj specifičnega, ampak če v tebi zdaj odzvanja starodavni spomin, wow, to je zame, jaz tudi mislim, da je. Pridruži se nam na potovanje duse.si, nekaj sem ti dala zgoraj spodaj povezavo in se te veselim v tej čarovniji.